Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti in se opravlja kot javna služba. Naše poslanstvo je skrb za zdravje ljudi, skrb za javno zdravje, ki ga izvajamo z strokovnim kadrom, ki deluje v skladu z etičnimi načeli. Zato so predlagane spremembe lekarniškega zakona nedopustne in nesprejemljive. Zato morajo tudi poslanci ravnati odgovorno ter predlagane spremembe zavrniti. Lekarniška dejavnost v Sloveniji je tudi v Evropi vzor dobro delujočega sistema lekarništva, ki zagotavlja, da so lekarniške storitve in zdravila vsem prebivalcem enakopravno dostopne. Novela zakona posega v lekarniško mrežo. Kriteriji za mrežo so pogoj, da imamo lekarne tako v mestih kot na podeželju. Ni treba, da se učimo na svojih napakah. Praksa iz drugih evropskih držav kaže, da so z deregulacijo sistema lekarništva res pridobili nekaj lekarn dodatnih v večjih mestih, zapirale pa so se lekarne v majhnih krajih in na podeželju. Najbolj izrazit tak primer je Madžarska. Leta 2006 so dejavnost deregulirali in v naslednjih letih se je zaprlo kar 600 majhnih lekarn. Ponovno so uvedli kriterije za lekarniško mrežo, vendar še zmeraj niso na prejšnji situaciji. V Sloveniji so mesta že danes dobro preskrbljena z lekarnami. In dodatna zgostitev mreže lekarn v mestih ne prinese samo zapiranja lekarn na podeželju, ampak prinese še slabše, prinese tudi slabšo oskrbo z zdravili in slabšo kakovost storitev. Slovenija ima pač 2 milijona prebivalcev in predpiše se nekje 17 milijonov receptov. Če zdaj to porazdelimo na večje število lekarn, so te seveda prisiljene najprej zniževati zaloge zdravil, potem zmanjšati število zaposlenih, manj je njihovega rednega strokovnega izpopolnjevanja, poveča se pritisk na zaposlene v lekarnah, da prodajo čim več prehranskih dopolnil, čim več zdravil brez recepta in vemo, kaj to pomeni za javno zdravje. No in kot zadnji ukrep pride seveda do zapiranja lekarn. Danes državljani Slovenije praviloma dobijo zdravilo že ob prvem obisku lekarne. Če se ta scenarij uresniči, bodo posledice in moramo pomisliti tudi na tiste najbolj ranljive skupine, recimo rakave bolnike. In kot je napovedala že v uvodu kolegica Andreja, kolegica Ana Soldo, predsednica Lekarniške zbornice Hrvaške, to lepo pojasni, kaj se je zgodilo na Hrvaškem tudi v svoji izjavi. Naj povem še to, da je tudi Evropska komisija podala pozitivno mnenje k sedanjemu veljavnemu lekarniškemu zakonu in ko smo zakon dobili, se je ustavil prekrškovni postopek proti Sloveniji. V Evropi imamo nekaj temeljnih načel in načelo prava in zakonitosti sledi naš veljavni zakon. Imamo tudi načelo enakosti. Zakaj govorim o tem? Če tako kot predlagatelj novele predlaga, lahko javni lekarniški zavod ali lokalna skupnost ustanovi tako imenovanega dobavitelja zdravil, potem mora biti to dovoljeno tudi zasebnemu izvajalcu s koncesijo. In če vsi omenjeni trije lahko ustanovijo veletrgovce z zdravili, potem mora biti tudi obstoječim veletrgovcem dovoljeno, da imajo v lasti lekarne. S tem pa spustimo v javno službo gospodarske družbe, torej kapital. In to ima neminovno posledice na strokovno integriteto zaposlenih v lekarniški dejavnosti. Zaradi vsega, kar sem zdaj povedala, so vse zdravstvene inštitucije podale nestrinjanje s predlagano novelo zakona. Naj jih naštejem. To je Lekarniška zbornica Slovenije, seveda, Fakulteta za farmacijo, Slovensko farmacevtsko društvo, Koordinacija zdravniških organizacij, ki združuje 4 zdravniške organizacije,
Tudi Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, sekcija veletrgovcev pri trgovinski zbornici, Skupnost občin Slovenije, Ekonomsko-socialni svet, katerega člani so tudi predstavniki sindikatov, in na tem svetu je tudi Ministrstvo za zdravje izrazilo negativno mnenje o predlogu zakona. No in v petek na seji Komisije za socialo in zdravstvo v Državnem svetu ta predlog novele ni dobil niti enega glasu podpore. Mislim, da tudi to pove veliko. Spreminjanje dobrega zakona strani skupine poslancev je zato nesprejemljivo. Stroka pri teh spremembah ni sodelovala. Pa vendar je stroka tista, ki najbolje ve, kako organizirati lekarniško dejavnost, torej zdravstveno službo, da bo kar najbolje poskrbljeno za zdravje ljudi, posebej še za tiste najbolj ranljive skupine. Naj z vami delim še informacijo, da na Ministrstvu za zdravje pa obstaja delovna skupina, ki jo je imenoval minister in ki pripravlja nekatere, bom rekla, bolj normotehnične dopolnitve obstoječega zakona. Ne gre za poseganje za vsebino v način delovanja lekarništva, gre za to, da se nekatere zadeve podrobneje dorečejo. Govorimo pa tudi o tem, da bi res spremenili tudi lekarniško mrežo, vendar izključno in samo na način, da izboljšamo dostopnost do lekarn, dostopnost do zdravil in lekarniških storitev prebivalcem v manjših krajih in prebivalcem na podeželju. Stroka je tista, ki bo to najbolje znala povedati. Ti predlogi amandmajev so bili vloženi v petek, tako da te priložnosti še ni bilo, ampak sem prepričana, da se bomo pogovorili. Mogoče odgovor s tem, da edini, ki so novelo podprli, je Združenje mestnih občin Slovenije. Tako da predvidevam, da je to pač tista skupina lokalnih skupnosti. In dejansko, ne vem, če so predvideli vse posledice. S tem, ko se poveča število lekarn v večjih mestih, to še ne pomeni, da se poveča tudi kakovost preskrbe. V bistvu to je težko napovedati, ampak že zdaj imamo v Sloveniji zelo veliko lekarn, ki ne delujejo pozitivno, ampak se to znotraj nekih zaključenih sistemov pokriva. Če se število teh lekarn poveča, seveda potem bo pač lastnik, bodisi je to občina ali koncesionar ali v skrajnem scenariju neka gospodarska družba, se pač odloči, katera je tista lekarna, ki jo zapre. In vedno so najprej na udaru tiste lekarne, ki imajo najmanjši krog uporabnikov. Ja, tudi koordinacija zdravniških organizacij nasprotuje predlagani noveli zakona. V tej koordinaciji so zdravniško društvo, zdravniška zbornica, sindikat in združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov in menijo, da imamo v tem trenutku v Sloveniji odlično delujoče lekarništvo in ne vidijo potreb po teh spremembah. Ministrstvo za zdravstvo je zastopalo svoje stališče, kot sem prej omenila, na ekonomsko-socialnem svetu, lahko kolega potrdita, in pa zdaj v Državnem svetu na tej komisiji za socialo in zdravstvo in tam je bilo izraženo nasprotovanje noveli zakona. Zdaj osebno na to temo nisem imela sestanka z ministrom, pričakujem, da se bomo do sestanka odbora še sestali.